Pozdravljeni in dobrodošli v naši četrtkovi družbi. V današnjem digitalnem studiu pozdravljam našo gostjo, gospo Romana Purkart. Gospa Romana, pozdravljena in še enkrat tudi vi prijazno dobrodošla. Hvala. Naj vas na začetku na kratko predstavim. Na področju turizma delujete že kar nekaj časa. Trenutno vodite Zavod za turizem Bled. Ste pa tudi koordinatorica zelene sheme slovenskega turizma za področje Bleda. Drži? Tako je, drži, ja. Bleda pa kot turistične destinacije verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Jaz sem prepričan, da ga vsi zelo dobro poznamo. In danes bo tema najinega razgovora turizem. Razvoj turizma, izzivi, ki se na tem področju kar sami ponujajo. Na koncu se bova pa dotaknila še posebne veje turizma, ki je recimo meni, če sem lahko malo oseben, zelo ljuba, to je gorski turizem. Bi pa vse gledalce že kar na začetku povabil, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z najino temo, ki bo ključna pri najinem razgovoru, se seveda dobrodošli z vašimi vprašanji. Turizem kot gospodarska panoga. Je gospodarska panoga? Seveda, Je. 10% BDP-ja Drži. prinese. Če navedem nekaj podatkov, bom se omejil samo na tisti del, ki se tiče obdobja do pandemije, ker se mi zdi pomembno, da se s temi podatki ukvarjamo, ker v času pandemije je prišlo do drastičnih sprememb. O tem bova govorila nekaj na koncu, ampak v Evropski uniji je v letu 2019 turizem predstavljal 9,5% deleža v bruto domačem proizvodu. Zagotavljal 22,6 milijona delovnih mest, kar je 10 Slovenij. Kar pa je zanimivo in tisto, kar je meni bilo izredno fascinantno, je to, da med podjetji, 3,2 milijona je podjetij, ki se tako ali drugače ukvarjajo s turistično dejavnostjo, je kar 99,8% mikro, srednjih, malih podjetij. Se pravi, pri nas je slika majčkeno drugačna. Tako kot ste rekla, v letu 2019 je bil ta delež še celo večji, 12,3. Zaposlenih 110 tisoč ljudi, od tega neposredno 37 tisoč, preostanek zaposlenih, ki so kakorkoli povezani s turizmom, oziroma če to spet prevedemo v aktivno populacijo, je to 12%. Ja. Se pravi, 12% ljudi, aktivno delovnih ljudi pri nas dela v turizmu. Zdaj na prvo moje vprašanje. Ko govorimo o turizmu, zelo radi uporabljamo besedo trajnostni turizem. Moje razumevanje trajnostnega turizma gre predvsem v tej smeri oziroma se nanaša prvič na ekonomsko področje. Drugo je tisto, ki se mi zdi pomembno, je družbeno oziroma kulturno, oziroma če ga povem z eno besedo, socialno in pa okoljsko. Mislim, da so to trije kriteriji, po katerih lahko merimo in pa tudi zagotavljamo uspešnost turizma. Je trajnostni razvoj turizma pravzaprav zeleni razvoj turizma? Ja, seveda, zdaj, če se ustaviva pri besedi trajnostni, kot ste omenili, sem zelena koordinatorica slovenske sheme zelenega turizma na Bledu. In ko smo se 4 leta nazaj, ko se je Bled vključeval, to je certifikacijska shema, ki velja za celo Slovenijo in po tej shemi se zgleduje, to je zelo zanimivo, celotna Evropa in jo uvajajo tudi v druge države, se pravi po sistemu, ki je nastal tukaj, ki ga je razvila Slovenska turistična organizacija in njeni partnerji. No, ko smo prišli zeleni koordinatorji na ta izobraževanja, prva stvar, ki so nam jo rekli, so rekli, ne uporabljati besede trajnostno, ker nihče točno ne ve, kaj to je.
si ne znajo ljudje predstavljati, kaj je to trajnostni turizem. Ja, trajnostni turizem je seveda zelen turizem, ampak trajnost, že sama beseda pomeni trajanje, ne? Se pravi nekaj, kar traja, kar ni od danes do jutri, kjer so zajete določene vrednote, zgodovina, varovanje dediščine in ne samo varovanje, ne vem, naravne dediščine, tudi varovanje kulturne dediščine, predvsem pa, to je najpomembneje, varovanje lokalnega prebivalstva. Se pravi, lokalno prebivalstvo na neki destinaciji je alfa in omega. Lahko mi naredimo turistične rezorte, kot jih poznamo, ne vem, iz Egipta, iz teh daljnomorskih, ne vem, prekomorskih dežel in tako naprej, kjer pravzaprav razen zaposlenih v tistem rezortu domačina človek ne sreča, na primer, ne? Ampak to ni to. Ena destinacija, kot je Bled, ali pa če grem naprej, kot je Bohinj, je v popolnosti odvisna od domačinov. Domačini se morajo na destinaciji dobro počutiti, domačini morajo vedeti, zakaj se tam turizem razvija, ne? In pravzaprav domačini gosta, ki pride, povabijo v svojo dnevno sobo, tako rekoč, ne? Tam so oni doma, to je njihov kraj. Se pravi, če vas prav razumem, oziroma to, kar želite povedati, trajnostno pomeni dolgoročno. In izziv, recimo v tem, kar pravite, je vsekakor potem, izziv trajnostnega turizma, no, je vsekakor potem tako prostorsko planiranje, povezava z lokalnimi skupnostmi, ker jaz si ne predstavljam Bohinja kot turistične destinacije, če se bodisi prostorsko planiranje, rekel, urejanje parkirišč ne dela v sinergiji oziroma soglasjem, če lahko temu tako rečem, lokalnih skupnosti oziroma lokalnega prebivalstva. Absolutno. In zakaj temu pač menim, da je potrebno, tudi sam menim, da je potrebno dati poseben poudarek, je tudi to, ker potem, tako kot vi pravite, ne, domačini to dejavnost vzamejo za svojo. Ampak tukaj pa mogoče samo za nadaljevanje te teme, ko sva začela s definicijo trajnostnega turizma, smo vsak najprej pomislili na ekonomsko plat. In kako uskladiti trajnostni razvoj, težnje kapitala po donosu oziroma dobičku z vsemi temi izzivi, ki ste jih omenili? Vprašanje za $1 milijon. To je eno izmed najtežjih vprašanj, s katerim se srečujemo. Turistične destinacije, ne samo Bled, tudi Ljubljana, tudi Bohinj. In na eni strani so domačini, ki živijo od turizma. Na drugi strani so domačini, ki mislijo, da nič nimajo s turizmom, pa se seveda motijo, ker vsi, ki živimo in delamo v turističnem kraju, smo tako ali drugače vpeti v turizem, ne? Na drugi strani je kapital, so lastniki, potem je lokalna skupnost, potem so težnje za varovanje okolja, težnje za pozidavo in tako naprej. In na začetku ste omenili prostorsko planiranje, ne? Prostorsko planiranje je rak rana slovenskega razvoja turizma. Vam povem na konkretnem primeru, ne? Prostorsko planiranje v občini Bled gre od meje do meje občine Bled. Ne, razumljivo. In zdaj, če si gledalci predstavljajo, ko pridejo na Bled, naprimer iz Ljubljane, iz Lesc, ko se vozijo mimo kampa Šobac in potem igrišča za golf proti Bledu, je na levi strani nastal nov kamp. In ta kamp lahko na dan v glavni turistični sezoni Bledu prinese, ne vem, nekaj tisoč dodatnih ljudi, ki grejo seveda na Bled. Kamp je pa v občini Radovljica, ne? In Bled ima turističnih kapacitet dovolj. Mislim, da smo mejo s posteljami, ne, z ležišči dosegli. In zdaj, ker ni regionalnega planiranja, občina Bled ni bila niti partnerica v postopku pri
pridobivanju dovoljen naprimer, za ta kamp. In tako se zgodi, da naprimer lahko sosednje občine neposredno na meji z občino Bled gradijo svoje nove kapacitete, vse to seveda gravitira na Bled, kam drugam. V Žirovnici vidimo oglase Žirovnica pri Bledu. Vsak kraj, tudi 20 km stran, da zraven pač ime Bled, ker to potem pritegne. To je tudi zaradi tega nujno potrebujemo regije, da se bo to na regijski ravni dalo nekoč urediti. Ker, a veste, jaz po svoje razumem radovljiškega župana, normalno, takso bo pobral. Ampak bi človek pričakoval, da bo pa on razumel tudi Bled, ker je v končni fazi je v interesu cele Slovenije, da taki kraj, kot so Bohinj, Bled, Kranjska Gora, pa če greva potem Izola, da ostanejo ohranjeni in da se enkrat v prihodnosti res ne bomo srečali s prekomernim turizmom oziroma da bi bil turizem kriv za uničevanje dediščine ali karkoli drugega. Bodisi kulturne dediščine, naravne dediščine ali pa tudi okolja z onesnaževanjem. Ker turizem, roko na srce, je eden izmed večjih onesnaževalcev okolja. Zdaj, da ne bom narobe rekla, ampak mislim, da prispeva okrog med 10 in 15% emisij. Jaz sem prebral oziroma dobil podatek, 15% vseh emisij. Vemo, kaj se dogaja na morjih, te velike križarke, kaj to pomeni. Ja, jaz se s tem strinjam, vendar je pa treba razumeti tudi neko Žirovnico ali pa Cerklje na Gorenjskem, naprimer, Krvavec je blizu. Krvavec je turistična destinacija, tako kot je Bled impozanten za Žirovnico. Ni nič narobe, če župan Radovljice uporabi Bled tudi za svojo promocijo. Vendar se pa strinjam s tem, kot ste rekla. Pač vse te aktivnosti, če jim lahko tako rečem, morajo biti centralno vodene oziroma pogled je treba imeti vsekakor širši, kot pa samo na tisto ozko destinacijo. Točno tako, Zdaj, ko sva že pri izzivih, se lahko dotakneva kadrov? Ja, kadri so velik problem in vse večji problem postajajo z več razlogov. Že pred covidom so bile težave s kadrom v turizmu. Zdaj, prej, ko sva se pogovarjala, preden sva začela tale pogovor, ko sva klepetala, sem rekla, da mora imeti človek turizem zares rad, da dela v turizmu, ker delavniki so strašni. To so dela ob sobotah, ob nedeljah, takrat, ko se ljudje hodijo ven zabavati, ko so na počitnicah, pač zaposleni v turizmu najbolj delajo. Nagrade morajo biti primerne za to. Se pravi, plača mora biti primerna, ker se od tega človeka, ki dela z ljudmi, zahteva marsikaj. Od te osnovne izobrazbe, od znanja jezikov, do tega, da je vedno dobre volje, da je vedno prijazen in tako naprej. Podobno kot medicinske sestre. Tudi zaposleni v turizmu morajo imeti nasmeh na ustnicah od jutra do večera. Ja, se strinjam absolutno tudi s tem, kar ste povedala na začetku, glede kadrovske problematike, ki je bila že pred korono in ki je verjetno potem se še drastično poslabšala na tem področju z epidemijo. Bom navedel primer naše sosede Italije. V turističnem sektorju je zaposlenih 1,8 milijona ljudi. Konec leta 2021, ko je povpraševanje po potovanjih in nastanitvah začelo rasti, so beležili velik kadrovski primanjkljaj, tudi pri nas je podobno, ampak številke tam so, recimo, oni so na to strukturo oziroma na to število zaposlenih, ki so ga imeli pred pandemijo, danes potrebujejo na to stanje 263 tisoč dodatnega kadra. Pravi, zaposlenih neposredno v turistični dejavnosti, kar če to pač prevedeš v neko razmerje, pomeni, da na 7 zaposlenih, ki danes delajo v turizmu, manjka vsaj eden.
v Sloveniji je podobno, če ne še hujše. Ne? Če greva mogoče še 2 koraka nazaj, ne? Zelo malo, mislim, vedno manj mladih se odloča, da se izobražujejo v turizmu. Ne? Turizem je garanje, kuharji garajo, natakarji garajo, receptorji garajo, prodajniki garajo. To je dnevna borba na terenu. Ne? Jaz mlade razumem po eni strani, da se ne odločajo za ta poklic, po drugi strani pa verjetno delati z ljudmi nekaj najboljšega, kar se ti v življenju lahko zgodi. Ker se lahko največ naučiš. Največ naučiš in z ljudmi prideš v stik in tako naprej spoznaš marsikaj. V moji družini imamo dolgo tradicijo ljudi, ki so bili zaposleni v turizmu. Tudi naš župan na Bledu je bil zaposlen v turizmu in pač po Bledu si pripovedujemo zgodbe take in drugačne, ampak zdaj se mi pa zdi, da je pa turizem izgubil en šarm. Ne vem, a imam pravilen občutek ali ne, ampak zdaj tega ni več. No? Ja, verjetno je pandemija le naredila svoje, čeprav ne smemo kriviti samo korona krize. Ne? Vemo, da recimo gostinsko-turistična šola, srednja šola v Radovljici, ima že dolgo časa težave s gostinskim kadrom. Tistih pravih željnih dijakov, ki bi res prišli tja zato, da se naučijo, naprimer kuharskega poklica ali pa poklica natakarja ni, oziroma jih je zelo malo. Kuharji so zdaj pa mogoče pa nekaj pridobivajo s tem, ko postajajo kuharji zvezde, ko s temi televizijskimi šovi, pa to je vsekakor dobro za poklic, da te stvari obstajajo. Ampak to je en del, ne? En del, ja, tako. En del. Seveda pač dobra hrana naredi svoje, sploh pa marketing in promocija, tako da kar se kuharskega dela tiče, vsekakor je verjetno situacija malo boljša, ampak vse ostalo osebje, ki je pa tudi nujno potrebno za to, da neka turistična destinacija, naj bo to hotel, naj bo to penzion, deluje, seveda slovi po dobri kuhinji in to je tisto, kar ljudje najraje vidimo, ampak tudi soba mora primerno dišati. Glejte, vam bom povedala plastičen primer. Moja stara mama je bila sobarica v hotelu Jelovica na Bledu. Ona je imela na čez drugo nadstropje. In to njeno drugo nadstropje je bilo tako urejeno, kot je imela ona doma. Tako je skrbela za to svoje drugo nadstropje. Ne? Tako je bila z dušo zraven, tak odnos so imeli zaposleni takrat do hotelskih hiš, v katerih so delali. Ne? Zdajle, zaposlenih sobaric, zdaj so čistilni servisi. Ne? In ljudje, ki pridejo s čistilnim servisom v hišo, nimajo več nobenega odnosa, ne do hiše, ne do gostov, ne do svojih šefov, ne do nikogar. Plačani so slabo, njihovo delo ni cenjeno. In včasih, ko je bil še ta turizem, ne vem, so gospe, gostinje, sobaricam vedno kaj pustile. Pa včasih se veste, ne vem, se najlonk ni dobila ali pa kaj tacga, pa ne vem, že kaj. Je bil ta kontakt stkan, zdaj ga tega ni več. Ampak moramo priznati, pač tudi ostala družbena razmerja so se spremenila. Seveda. Ampak, lejte, ampak ostaja pa še vedno to. Turizem smo ljudje. Pika. Drži. Se strinjam absolutno. A veste, zelo zanimivo je, ko na Bled prihaja vedno več mladih na preživljanje svojega dopusta. In mladi si po telefonu uredijo vse vnaprej. Od rezervacije, kje bojo spali, kje bodo jedli, na kjere destinacije, se pravi, bodo šli potem, kaj si bodo ogledali. Ampak, ko pa pridejo na Bled, pa želijo, da jih crkljamo, da nekdo skrbi za njih, da jih sprejmemo. Ja, seveda, vsak si to pač
želi. To pa ostaja, ne? To ostaja, ja. Če se lahko vrneva še malo na trajnostni turizem oziroma pojem trajnostnega turizma in pa tudi strategijo trajnostnega turizma, slovenskega turizma, ki smo jo junija 2017 sprejeli za obdobje 4 let. Tukaj bi se najprej navezal na mnenje oziroma stališče ali pa tudi oceno, če lahko kar temu tako rečem, Evropske komisije, ki je v eni izmed analiz oziroma ocen, ki jo je dala slovenskem turizmu, rekla, da bi prehod v bolj odporen in hkrati tudi bolj konkurenčen turizem moral temeljiti na okoljskih vlaganjih, na prehodu v zeleno, to, kar sva prej govorila, in tisto, kar je treba pri tem prehodu upoštevati, in pa digitalizacijo. Spravi, mladi si danes pač stvari urejajo, bodi si preko telefona, pa že telefon mora biti pameten telefon, zato da se pač bookinge naredi čim hitreje, čim lažje. Ampak ocena, ki jo je dala Evropska komisija glede doseganja ciljev, ki smo jih zapisali v tej strategiji, je, da smo na spodnji meji zadovoljivega. In kako si to pravzaprav razlagati? Dejstvo je, da ima država v lasti 70% vseh hotelskih kapacitet, da družinski turizem, če temu lahko tako rečem, se pravi turizem, ki ga upravlja, vodi, od njega tudi živi, pač največkrat cela družina, je ključen za to, da postane dejavnost uspešna. Če pa je država lastnik in izkazalo se je, da je v določenih primerih tudi, roko na srce, slab upravljalec, je pa prav, da imamo do upravljanja in do lastništva ločen pogled, oziroma da poenostavim, ločiti je treba lastniško in pa upravljalsko strukturo. Se vi s tem strinjate? Ali mislite drugače? Ali je lahko država tudi dober upravljalec? Ali je bolje, da, naprimer, vedeli smo sago, ki smo jo pred dobrimi 14 dnevi spremljali okrog Save Turizme, sklada York, prodaje 43% deleža, kjer je pač ta vlada na koncu pravzaprav pod pritiski javnosti, tudi parlamenta, skupaj z SDH-jem oziroma vlada kot skupščina SDH-ja odkupila ta delež, čeprav je bil namen drug. Takole bom odgovorila, vse je v ljudeh. Država je lahko dobra lastnica, lahko je tudi dobra upravljavka, če s tem upravljajo, če to delajo ljudje, ki so za to primerni in ki delajo to s pravilnim namenom. Ne vem, zakaj ne bi mogla biti država dobra lastnica in dobro upravljati svojim premoženjem. Lahko. Če pokaže določeno seveda fleksibilnost, če odgovori na krizo in če so ljudje, ki to počnejo, pravi. Ja, pa so spet pri kadrih. Ja, tako. Ja, se strinjam, ampak recimo, če želimo doseči prioritete, ki smo se jih nekako zadali tudi v tej strategiji razvoja, jaz mislim, da se bo ta strategija zdaj nujno potrebno je, da se posodobi. Jaz bi recimo se dotaknil 3 ključnih prioritet, ki smo jih, oziroma ki so se zapisale v tej strategiji, pa če ostaneva na tem hotelskem delu, se pravi, ko govorimo o prestrukturiranju hotelskega portfelja, ki je v lasti države, tudi zato, da se maksimizira potencial, ki ga ta hotelski kompleks ima, bi morali izvesti 3 aktivnosti.
To je minister Počivalšek tudi nekako zagovarjal, čeprav na koncu se je izkazalo, ne glede na to vse, kar se je zagovarjalo, se praktično nič od tega ni naredilo. Tam so bile 3 aktivnosti. Prva je bila oblikovanje državnega sklada, druga konsolidacija lastništva in pa strukturiranje novega portfelja. Ampak jaz to razumem, strukturiranje novega, drugo in pa tretjo, tudi iz vidika upravljalske strukture. Mi nismo naredili niti prve, ne. Če se dotakneva tistega, kar so prej glede SDH-ja, pa Save, turizma in pa sklada York. Je to dilema za razvoj našega turizma v prihodnje? Se pravi, najti strateškega upravljalca za to, da upravlja z hotelskim kompleksom, bodisi da je to neka tuja veriga, ni nujno, lahko ostane, jaz se strinjam, lahko ostane država tudi v upravljalski funkciji. Vendar do zdaj se je to izkazalo, da ni dobro. In tudi, če gledamo prakso zunaj, ne, nič ni narobe, če ima država v lasti, recimo nek delež, neke turistične kapacitete. Če zna pri tem poskrbeti za to, da se bo s tem deležem oziroma s tem delom, ker to je pač, vse vemo, kako je tudi ko so ti turistični kompleksi nastajali, če za to najde dobrega upravljavca. Glejte, zdaj Sava hoteli, če jih vzamemo na državni ravni, so seveda velika gospodarska družba, velik kompleks. Na Bledu imajo hotele na elitnih lokacijah. Elitne lokacije. Ki smo jih hoteli prodati za 38 milijonov. Ja. Plus še vse ostalo. Drži, ampak hočem povedati to, vse je odvisno. Naprimer, če vstopi recimo, zdaj mi na pamet pade, ne vem, Valmar v Slovenijo in pokupi, naprimer, Savine hotele. Vedno se je treba vprašati, s kakšnim namenom je ta veriga prišla sem in kaj bo delala. Ali bo delala tako, kot je, ne vem, da so po celem svetu enaki hoteli in enako vse deluje, ali bo tukaj šla na neko lokalno zgodbo. Ker če govoriva o Bledu, Grand Hotel Toplice ima svojo lokalno zgodbo in to močno lokalno zgodbo. Ravno tako Park Hotel. V Toplicah so spale vse kronane glave zadnjih 200 let, vsi predsedniki in tako naprej. Park Hotel ima drugo zgodbo in to hočem povedati. Če bodo te velike verige zmožne delati na veliko in pogledati na mikrosituacijo, potem je to v redu. Če pa ne, pa to ni v redu. Absolutno, sem se spomnil enega slogana, ki ne velja samo za turizem. Razmišljaj globalno, deluj lokalno. Tako, ja. In na turizmu, to se vsekakor strinjam, je to še posebej izrazito, ker Bled, Bohinj, Kostanjevica, karkoli, v čemerkoli že govorimo, brez te pridiha lokalne zgodbe, tega, kar se na tej lokaciji nahaja, ne more. Se ne gre za tudi Ljubljana, ne samo Bled, Bohinj, Kostanjevica, Radovljica, tudi Ljubljana. Slovenija je v bistvu ena sama cela butična destinacija. Vam povem zgodbo, Pred korono smo imeli na Bledu precej azijskih gostov, se pravi v času med sezonama, ki potujejo po svetu. Oni so na potovanju, ne vem, 3-tedenskem po Evropi in če je bilo na Bledu, če so bile kapacitete polne, so jih dali spati na Ptuj. Ampak oni so verjeli, da je Ptuj pač neko predmestje Bleda, ker razdalje dojemajo drugače in tako naprej. Skratka, Slovenija je cela ena sama butična, majhna destinacija in od overturizma oja še nismo videli. Oja še nismo videli. Ampak glede na to, da bi rad odprl še eno pomembno temo, bi zdaj z tega trajnostnega, ki se pa tudi tiče tega področja, se rad dotaknil še gorskega turizma. Po mojem mnenju je gorski turizem ena posebna oblika.
posebna panoga, če lahko tudi rečem, znotraj turistične dejavnosti, za katero imamo pri nas v Sloveniji zelo dobre naravne danosti. Zdaj seveda pač glede na to, da vodimo tudi Slovenci kot osebe posebno afiniteto do gora, da si želimo, da te gore ostanejo takšne, kot so. Vemo, da na presnejšem delu Slovenije, tudi na tem gorskem, velja področje z oznako Natura. Vemo, kaj Natura je, poznamo Natura zelo 2000, ja. TNP, ja. Mislim, da če pogledam same številke, mislim, da je znotraj Nature oziroma znotraj področja Slovenije kar 37% površin, ki spadajo v to področje. Se pravi, je tisti del, kar se tiče prostorskega planiranja, okolja, varovanja, še posebej pomemben. No, ampak kljub vsemu se ta del da tudi uspešno, če želite, tudi butično na nek način razvijati. Poglejmo Meltal v sosednji Avstriji, če lahko sem mal domač, bom rekel, na Meltalu imajo kanalizacijske vode že 50 let. Mi jih marsikje nimamo. In do konca februarja je bil rok za prijavo na razpis gospodarskega ministrstva. To verjetno bolj poznate kot jaz, ne? Prek katerega so se lahko žičničarji in pa tudi turistična podjetja potegovala za naložbeni denar. Takrat je šlo, oziroma v tem razpisu je bilo 49 milijonov vseh sredstev. Ampak tisto, kar je mene zmotilo ali pa na nek način presenetilo v svojem razmišljanju, pa niti nisem sam znal najti pravega odgovora na to, da sta bili 2/3 tega denarja namenjeni prestrukturiranju naprav žičniških, se pravi prestrukturiranju gorskih centrov, 1/3 približno pa za nadgradnjo in obnovo hotelov, kempov, glampingov, vse, kar sodi k enim, recimo temu, takšnem centru. Presenetilo me je pa zaradi tega, ker mislim, da je to tudi čist uraden podatek, recimo v Avstriji 1 evro vložen v žičniško infrastrukturo prinese skoraj 7 evrov v dejavnosti, ki je posledično. Se pravi, je takšno gledanje na razvoj te panoge, na kontroliran razvoj te panoge ustrezno, se pravi, da se več namenja infrastrukturi, pa manj tem okolici oziroma terciarnim dejavnostim. A je mogoče pri tem delu kakšna specifika? Spet moramo na stvar pogledati širše, ne? Jaz sem januarja poslušala eno precej dolgo in zelo zanimivo razpravo, ki jo je pripravil Evropski parlament skupaj z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske. Naslov je bil pa, kako bodo podnebne spremembe vplivale na turizem v Alpah. In so bili naši najboljši strokovnjaki z tega področja gostje, s podatki seveda. In dejstvo je, da pod 1000 metri zimskega smučarskega turizma v Alpah kmalu ne bo več. Ne? In se tudi zasnežiti ne bo več dalo. Ne? Tudi vprašanje je, koliko bo rentabilno za sneževanje za pač nekaj dni, kar jih bo zima dopustila, da bo sneg obstal. Je bil pa en strokovnjak iz Umanotere. Mi je bilo zelo zanimivo, ker je rekel, gledajte, celo turistično gospodarstvo največkrat vpije okoljevarstveniki zaradi vas ni razvoja, ne moramo vlagati sem, ne moramo delati tega, ne moramo delati onega, ker vedno pride nek naravovarstvenik ali pa trčimo ob te predpise in reče stop, do semle naprej pa ne. Rekel, ampak a se vi zavedate,
kako je v Sloveniji zanemarjena žičniška infrastruktura. Rekel, Slovenci hodimo smučati, ne vem, v Avstrijo, v Italijo in tako naprej, pa ne samo to, hodimo smučati v Srbijo pa v Bosno. Tam imajo boljše naprave, kot pa pri nas, koliko ljudje pridejo smučati k nam, mislijo, da so prišli na neke muzejske naprave in tako naprej. Skratka, tukaj bo treba kmečko pamet v roke, pogledati, če imamo smučišče, ki je na meji, naprimer Kranjska Gora, kaj bo naredila, kaj bo v Kranjski Gori, ne vem, Kranjska Gora je na 800 metrih, prvi del. Pogledati in seveda so smučišča, ki več prinesajo, oziroma naprave, ki več prinesajo poleti, kot pa po zimi, ki so poleti bolj rentabilne. In če imamo, naprimer Vogu, če imamo tam smučišče, tam je narava uničena na smučišču, potem je pa treba poskrbeti, da bo to smučišče in vsa infrastruktura zraven lahko živelo, ker če ne smo naredili dvojno škodo. Jaz tega ne razumem vedno. Če že nekaj obstaja, če že nekaj imamo, potem vlagajmo v to, da se bo lahko razvijalo, da bo lahko živelo, ker če ne je škoda dvojna, škoda naravi je tako že narejena. Saj se strinjam, če to pogledaš z drugega zornega kota, glede na to, da recimo, če se tudi sam dotaknem žičničarskih naprav oziroma naprav za prevoz smučarjev v glavnem, čeprav zdaj na večini smučišč delajo te naprave tudi poleti. Tako je. Je potem stanje pri nas res slabo in z tega vidika razumem tudi to razmerje 1:2 oziroma 1/3 proti 2/3, če sem bolj natančen. Se pravi, najprej je treba posodobiti in opremiti naprave in pa infrastrukturo za to, da potem lahko zraste še vse ostalo zraven. Vendar vsekakor je pa treba pač gledati na ta aspekt širše in tako kot sama rečete, da z enim delom, ki ga posodabljaš, potem ne uničuješ drugega dela. Ja. Dobro, jaz sem se mislil na koncu dotakniti še ene točke, katero sva tudi malo že skozi razgovor začela. To je ta občutljivost turizma, ki se je izkazala najprej s krizo epidemije oziroma virusa, ki se zdaj poglablja še z vojno v Ukrajini. Ampak preden se dotakneva tega, bi mogoče eno vprašanje, ker sva obljubila gledalcem. Tina sprašuje, ali je poklic turističnega delavca, natakarja, turističnega vodika dovolj oziroma prav reguliran, ali je po vaše prav, da poklic natakarja ali turističnega vodika lahko upravlja praktično vsak, tudi če ni preučen za ta poklic. Ja. Seveda ne, to je degradacija poklicev v turizmu. In morda se boste spomnili, da smo imeli pred leti hudo debato pred covidom o tem, kdo lahko vodi po destinaciji. Zdaj, lokalni turistični vodniki so izobraženi o destinaciji, po kateri vodijo, jo poznajo kot lastno hišo, so tam doma in tako naprej. Ampak se je dogajalo, da so s temi velikimi skupinami, ki so bile na poti po Evropi, je prišel njihov vodnik, odvodil po Bledu in so šli naprej. To ni prav. Če ti prideš na destinacijo, je povsem normalno, da ti bo nekdo, ki je tam doma in ki tam vodi, povsem drugače predstavil kraj, kot nekdo, ki seveda lahko ogromno ve, njegovo znanje od tega vodnika, ki pride skupino, lahko sploh ni vprašljivo, ampak to ni isto. To ni isto, a imaš kot turist stik z lokalnim vodnikom, a z nekom, ki se je samo naučil. Jaz sem prepričan, da si vsak želi nekoga lokalnega, nekoga, ki je s tem doma. Še eno vprašanje,
bi vam postavil glede na to, da je bilo tudi zastavljeno strani gledalcev, in sicer sprašuje gospa Ivi, ali si bomo upokojenci lahko privoščili toplice ali morje. Namestitve so predrage, pokojnine pa nizke. Ali bo kakšna sprememba glede tega? Vprašanje je res zanimivo. Na mestu pa deva preden potem preideva še na tisto zadnjo točko najinega razgovora, odgovoriti še tej gospe, na ostala vprašanja pa bi si vzel pravico odgovoriti kasneje po oddaji. No, tako da... Prav. Glejte, meni je hudo. Meni je hudo, da je Slovenija v situaciji in očitno še bolj rinemo v to situacijo, ko se razlike povečujejo, ko srednji sloj praktično izginja, ko si upokojenci, ne samo upokojenci, tudi s povprečno plačo, je že problem za marsikoga iti na dopust. Mene to boli. In to ni v redu, to ni prav. A veste, če človek, tudi če je zdaj v pokoju, prej je 40 let delal, je zaslužil ta penzion in da ne more enkrat na leto iti za en teden nekam v miru na dopust, to ni v redu. Jaz se s tem strinjam, da ni v redu, ampak nekaj bo treba na tem področju spremeniti. Gospa sprašuje, kaj je tisto. Jaz sem absolutno prepričan, jaz privoščim vsakemu če začneva zdaj razlagati, gremo v makroekonomske pojme. Je pa zelo splošno vprašanje, mogoče res, kar kot sem rekel, zelo zahtevno vprašanje. Kaj je tisto? Vemo, da preveliko upokojencev živi, ne bom uporabil izraza, zelo premajhnimi pokojninami. Ja, premajhnimi pokojninami na pragu tistega minimalnega, kar so si na nek način zaslužili. In tudi pokojninska reforma, zdaj pa če lahko, je eden izmed delov tudi programa naše stranke, ne samo programa naše stranke, vsi se ukvarjamo s tem, pa ne zato, ker bi to bilo populistično, ampak zato, ker jaz sem prepričan, ker gre tukaj za odgovornost. In na vse zadnje nas tudi evropske inštitucije opozarjajo na to. Vse vemo, kaj se mora zgoditi bodi s demografskim skladom, bodi z formulacijo pokojninske reforme in tako naprej. Tako da, težko vprašanje, vsekakor. Ampak jaz bi rad, da vseeno nekaj rečeva še ob tej občutljivosti turistične panoge oziroma turizma. Tako kot sem rekel prej, bodi si odvisnost od okolja oziroma kaj se dogaja, ne samo pri nas doma, ampak širše, to se je videlo s pandemijo, to se vidi zdaj z to vojno v Ukrajini. Turizem pri nas v Evropi, nasplošno po svetu, se še zdaleč ni opomogel od udarca, ki mu ga je na nek način zadala pandemija. Mogoče spet par številk, samo kot za iztočnico. Lani je bilo za več kot 60% manj prihodov turistov, to velja splošno za Evropsko unijo. Pri nas skoraj 50% manj prihodov, 40% od tega manjka prihodov manj nočitev. Se pravi, tudi tisti, ki so prišli k nam, niso prenočili, ker so šli so tako imenovano enodnevno turisti. V letu 2020 pa smo beležili praktično prvi upad po letu 2009. 8-9. Potem, se pravi, več kot 10 let je naš turizem rastel. Počasi, ampak vztrajno so se številke povečevale. Tisto, kar jaz mislim, da je bilo ključno, seveda temu se nismo mogli izogniti, tudi ostale države se temu niso izognile, je bil velik upad, taj pa še večji več kot 70% tujih turistov ni prišlo. Kaj je tisto, kar
potrebujemo, kar turizem, spet vprašanje za $1 milijon, ne? Mir na svetu, če rečem tale na kratko. Dobro, kar pravzaprav slovenski turizem potrebuje, pa se umiva samo na tisto, recimo po pandemiji, ker z vojno tako ne vemo, kaj bo, ne? Enako kot ves turizem po celem svetu, ne? Turizem za to, da prosperira, potrebuje stabilnost in varnost, ne? Bled je na primer leta 2018 prvič v zgodovini presegel 1 milijon nočitev, ne? Bled, destinacija z 8.000 prebivalci, je imela več kot 1 milijon turističnih nočitev prvič v letu 2018, pa potem v 2019 še enkrat, potem pa seveda ne več, ne? Potem smo prišli na okrog 500.000 v letu 2020, pa zdaj se počasi pobiramo nazaj, oziroma lansko poletje je že kazalo, lansko poletje je že napovedovalo, da se zna ponoviti sezona 2018-2019 v letošnjem letu ali še celo bolje, ne? Ker morate vedeti, podnebna kriza, ne, to je ena izmed kriz, ki bo hudo udarila po turizmu, pa seveda danes samo mimo grede omenila, ne. Na 45 stopinj v Italijo, v Španijo, kdo? Vsi bodo prišli v Alpe. Cela Evropa bo prišla na ta celinski del, bo verjetno fokus celinski del. Pride Alpe pa Skandinavija, ne. Ampak turizem potrebuje stabilnost in potrebuje varnost. Turizem je lakmusov papir. Zdaj, bog ne daj, da se kaj zakomplicira še v Bosni, potem sezone letos je konc, ne? Že tako Američani odpovedujejo. Vojna v Ukrajini je za Američane vojna po celi Evropi in oni pač letos ne bodo prišli, ne? Pa so se že vračali. Po epidemiji so bili zelo hitro, lani so bili pri nas na 10. mestu Američani po številu nočitev. Zelo hitro so prišli nazaj, ne? Ampak to je to. Nobenih stresov, nobenih, bom rekla, šibanj gor dol na različnih koncih. Mirno, stabilno, to je najboljša stvar, da turizem raste, pa seveda srednji sloj. Turizem ima največ od srednjega sloja prebivalstva, če ta srednji sloj, če je relativno dobro živi in je pripravljen za tiste teden dni dopusta tudi plačati več, kot bi sicer mogoče, ne? Ja, se strinjam, ampak to so stvari, na katere imamo zelo malo vpliva. Zelo malo vpliva. Edino tisto, kar lahko naredimo, je, da se jim prilagodimo. Tako. Bi pa na koncu, res, ker zdaj ne pa že čas priganja, se dotaknil še enega zelo pomembnega področja oziroma teme, ki je vezana na nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, kjer smo v razvojni strategiji, spet sem pri razvojni strategiji, zapisali, ki jo je pripravila Slovenska turistična organizacija, zapisali 5 ključnih stebrov, ki so pomembni za tudi prilagajanje temu, kar sva rekla prej. Se pravi, da se moramo mi tudi z dejavnostjo kot tako prilagoditi tudi vplivom, na katere nimamo vpliva. To je pač ta digitalizacija, to, kar ste že sama omenila, se pravi, gre za nek način, v bistvu, jaz bom kar rekel, kar transformacijo slovenskega turizma v splošnem, da začnemo s trženjem produktov, za katere ocenimo, da so tisti pravi in na podlagi katerih lahko tudi neka destinacija takšna, kot je Slovenija, v tej dejavnosti recimo doseže neke dobre rezultate, se pravi, da gre za nek način tudi razvoj mogoče drugačnih produktov, ponudbe, konec koncev vezano tudi na kulinariko, na
okolje, na to, da ni samo hotel tisti, recimo, ki privabi gosta. In pa še enega bi se pač, to, kar se mi zdi ključno pri izdelavi vsake trženjske strategije, in jaz mislim, da ta strategija, trajnostna, tudi če podkrepljena z nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, mora temeljiti na definiciji kupcev oziroma tistih, ki si te storitve želijo. Se pravi, to je kar je definicija trga, če poenostavim. Zdaj, vi ste to povedali zelo učeno, stvar je pa zelo preprosta. Prvič, z digitalizacijo, naprimer na Bledu, v tem trenutku oglašujemo Bled 40 let stari Nizozemki, ki kolesari. Sej preko Google, preko Facebooka, Instagrama prikazujejo oglasi, da naj pride poleti z družino na Bled kolesart, naprimer. To je točno targetirana skupina turistov, ki si jo mi želimo, in oni dobijo te oglase. Druga stvar, kar ste pa omenili, produkte in te stvari. Glejte, čista pitna voda. To, da greš okrog Blejskega jezera lahko na sprehod, brez da bi moral plačati vstopnino. Dostopnost narave, dostopnost kulturne dediščine, naravne dediščine, stik z ljudmi, lokalnost, to, da v restauraciji z Michelinovo zvezdico ali z Michelinovim pletom dobiš sestavine iz radiusa 20 kilometrov in jih potem kuhar pripravi na vrhunski način. To je vsa filozofija, to je to. A veste, časi zlatih kluk so mimo. So mimo, se strinjava. To je vse, v tem smo v Sloveniji zares dobri, to res imamo. Samo na tem je treba graditi in to je to. To sem želel povedati, se pravi definicija trga, povezanega s produkti. In pa se pravi, če lahko zaključim z 3 besedami. Osebno, oziroma ne rečem, naj bo poudarek na individualnih, varnih in pa zanimivih doživetjih. Naj bo tak slovenski turizem. Točno tako. Gospa Romana, najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam, najin čas se je že iztekel. Hvala lepa za vprašanje. Lepo se imejte in držite pesti za slovenski turizem. Hvala lepa.